vsi na drugem pogovoru, ki ga organiziramo v okviru Drama festivala. Pogovor na temo drama, dramatizacija, priredba. Zakaj ta pogovor? Pogovor je v bistvu zaradi tega, ker je lanska sezona v naši hiši bila zelo veliko opremljena z priredbami, dramami oziroma dramatizacijami romanov in tudi priredbe velikega epa. Se pravi, da se je tema odprla, kaj to pravzaprav pomeni. Velikokrat sem poslušal, da je vendarle drama. Jaz pa sem velikokrat mislim, da je dramatizacija tudi lahko prava drama, da tudi so govorci današnji, vsi so avtori letošnjih besedil, podlagi katerih so nastale naše predstave. Žal mi je, da ni Goran Ferčica, ki je priredba oziroma dramatizacijo, to bo danes vam kaj to pravzaprav je. Kako je bil. Torej, jaz bi kar mogoče tam pri Goranu Vojnoviču začel, ki je naredil dramatizacijo, dramo, priredbo, kaj to je. Svojega Eva Markovic, ki je bila dramaturginja in tudi avtorica priredbe, dramatizacija ali drame Iliade, Ženina Mirčevska, ki je delala na dveh turnumerih in jih uredila. Tudi to bomo vedeli, kaj je to nova dramatizacija, drama, priredba. Katarina Perič, ki je ena podobno svetu, kaj to je, jaz mislim. Kaj to je čarobna gora v naši izvedbi, drama, dramatizacija, priredba. In Miha Nemec, zelo mi je žal, da ni Nence Valentija, ki smo pa skupaj delali na podlagi zgodb o Bošniku in naredili novi tekst. Se pravi, prepuščam na tebe detalj, da bo ta pogovor z rezultatom. Tako da imamo to galantnega direktorja, ki upravlja ta vhodni moderator, ki se hvala Igor. Pozdrav bi pridruženo članico je vprašala, ki bo seveda tako nam povedala nekaj o montaži, dramatizaciji, dveh besedil, z katerih je nastala predstava. To je mesto v vojni naše draga pridružena, ko sem se je tudi pomoč se dnevna. To se je povrneno. Jaz bi seveda tudi najrajši začel s Goranom Vojnovičem, ker sem nazadnje, zato ker je najbolj oddaljen, da se bolj približujemo počasno, da sem nazadnje to nekje naredil, začel bolj s Ano Vak, zaradi tega, ker sem diskriminiral ženske kolegice govoril v prvi osebi ženskega spola in se tega ne bo še enkrat prvošil. Tako da bi hodil Evo povprašal, Iliada je pravzaprav od vseh teh zadev, o katerih bomo govorili, montaže, dramatizacije, priredbe, gre za en zelo široko polje, ki ga bomo morali zelo detektirati. Po tistem, kolikor jaz seveda kot gledalec, da nisem šel, kako se bila sam gledal, pravzaprav najmanj spremenjena. Kako na kakšen način je prišlo iz enega seveda ogromnega teksta do tega, da ste razdelili posamične vloge, ker seveda začne se z pripovedovalcem, ki nam poroča o nekem dogodku, o trojanskih vojnah, o jezi, Ahilovi in vseh teh zadevah, ki je pravzaprav bolj prišlo do tega, da imamo opravka pretežno z govorci, kjer se ne vzpostavlja načrtno neka dramska napetost, neka konflikcija. Ja, po mojem vse izhaja iz tega, da smo pač že od začetka štartali s tem, da gremo tu v dramatizacijo, ampak pač, recimo bolj klasično pomeni posebno, ampak tukaj popravljamo pač to, kar je izhodiščna prvina Iliade, se pravi, da gre za neko epsko besedilo, da opravimo to epiko naprej.
praviš mogoče najmanj spremenjena. Tukaj predvsem za izbiro materijala, po mojem, ker je tako ogromen, za tako ogromen korpus besedilni v osnovi, da pač gre tukaj predvsem za selekcijo, kaj od tega bomo zdaj pač vzeli. Mislim, da mi smo že nekako v začetku štartali z neke osnovne ideje, da začnemo mogoče, tukaj tu zdaj časovni okvir, seveda smo zakomplicirani, kaj od tega bomo vzeli, ja, da je pa časovno zelo nenavadno postavljeno, zato začne se več medija sredstva, potem tudi nazaj v flashback, potem seveda v prihodnost, kaj potem, kaj se bo še zgodilo s kje zdaj štartamo, smo se odločili, da štartamo tako, ker začne primer, potem nadaljujemo nekako linearno usporedno s tem, kako pač piše, potem pa nekako nadaljujemo pa poskušamo zaujeti to veliko časovno dimenzijo, ki pač mislim, da je če se upošteva v nek združen korpus vseh teh boja, vseh teh bitk v okviru te velike vojne, se pravi, da se nekako skozi nekaj pač potem seveda tudi prizoritvene predine časovno predstaviti. Na kakšen način je pa prišlo tudi do izbere govorcev, ne, ko mi vidimo na ženske glasove, seveda tudi igralci, kaj je seveda pomembno z eno tradicijo, ja, ampak zgleda, da ste pravzaprav pri nekih pasusi prepoznali ali pa zaslutili, da so na nek imajo neko drugo senzibilnost, da niso vojščaški, da so, mislim, na ta način, ne? Ja. Jaz se nekateri tudi so, recimo, da je mogoče tukaj zelo močni strani, kako bi rečel, štiri so drugače pa pač te deli, ne, seveda v osnovi smo imeli neko situacijo, ko sploh ni še vse nič razdeljeno na like posamezno, ki je bil pač seveda v osnovi ne piše, skozi neko generatorja, ki je pač občasno prihaja seveda do nekih dialogov, pač tako so klasični dialogi, zaradi tega so zelo dobro, stvar, potem smo pač recimo razdelili v osnovi na naš dialog, ker nekaj posebej pač tudi ta selekcija likov, nekaj imamo, potem seveda nekaj razima, seveda vsak tudi pripoved, ne, to si bomo no, mislim, ja, no, vsi to me zanima, tako na kakšen način je presajal, to se meni tudi seveda v trenutku, ko je eden glavnih igralcev se poškodoval, to bi nekako, ki je bilo šlo 10 dni pred premiero, to bi verjetno prenekatero predstavo pravzaprav, oziroma datum premiere premaknili. Tukaj se je pa seveda to na nek zelo naraven način ta manjko zapolnil, kar pomeni, da se pravzaprav te razdelitve vlog na nek način bolj poljudne, ker so sicer v nekih pravih dramatizacijah. Ja, res je, no. Se pravi, mi smo dolg časa recimo brali tako nekaj razdeljena razdelitev, pač dolg točna, ne tudi celo selekcija, najprej smo seveda v osnovnem materialu, ki je roman za ene 4-krat več, da je bilo kot sistem dejansko predstavili, se je pokazalo, da radimo. Se pač je nekaj časa dosti ljubno brava, potem se naredili enkrat ta različitev, v teksta, potem še, kako se prav še bolj pribavi papir. Zraven se je pa to, kar smo pa kar ustrajali na tem, ko je prišlo do te zamenjave, kar se tiče same adaptacije, da mi nismo več prilagajali. Katarina, Čarobna gora je bolj dramatizirana. Ne, bomo pa zdaj do različnih tipih pristopa nekih nedramskih besedil, kako pridejo v gledališče pregovoriti, zato da bomo pa lahko se postavljali neka teoretska vprašanja. Čarobna gora je eden bolj obsežnih romanov v enih tistih, ki je hodno začelo in ker še ne opazajo na prste, ne zaštitene, je to lahko za delovna poškodba. Kako ste iz romana, ki ima pravzaprav zelo izrazitega, zelo izpostavljenega, vsevednega, ustvarjalnega pripovedovalca, ki je hkrati ironičen do ljudi,
tam zgore na nekem zdravilišču, spet v Verani, ki se zdravljajo, je pravzaprav pripovedoval Roman Samana in ne prizanaša te brezdelni aristokraciji njihovim štosom. Seveda, v trenutku, ko greste v dramatizacijo, sta pa možnosti dve, ali izpostaviti navedovalca, ali pa popolnoma zabrišeš in prevzame seveda posebe, ki so tam opisovane, prevzamejo svoje vloge. Ti si se odločila za izbris pripovedovalca. Ja, tudi mogoče rekla, da jaz slišimo. To je pač moj glas, ne? Ja, da mikrofon, bom skušala govoriti kot imam, na tem povedu, da se tudi ne vidiš. Torej, da tebe nagovarjam. Torej, bi rekla, da tukaj v tem primeru Čarobne gore gre za dramatizacijo ne samo v tehničnih smislu, ampak tudi zato, ker je to roman, ki se zelo odpira, kakršen koli dramski. Tudi v teh delih, v katerih so dialogi, vedno gre za nekaj čisto drugo potrebo samega pisatelja, od tega, da bi naredili nekaj dramskega. V tem smislu pa mislim, da se lahko nadveže tudi tisto, kar je govorila o epskem, sicer pa seveda v Iliadi je popolno logično, da je veliki izziv odrski, da se človek hoče spopasti z epskem, nekaj, kaj smo skoraj da pozabili v teatru. Včasih je sploh nekako. Pa gre za seveda popolno drugačno. Po eni strani, če omeniš pripovedovalca, moram reči, da sploh nisem imela v misli, da bi ga izpostavila kot dramski lik. V prvi verziji, ki sem jo napisala, ker sem jo dolg čas v bistvu delala brez materije, in to še moram reči, da še ena digresija, ki se mi zdi po nekaj okviru, mogoče za katero zgodbo o dramatizaciji, provokacije priredbah, je, da je referencija specifika vsakega početja od dramskega pisanja tudi to, da je skoraj da vedno navezana na sodelovanje z režiserjem, določenim režiserjem, oziroma je navezana na določeno idejo, da bo to pač ena predstava, ne pa samo magnus, ki ga nekdo pisal v svoje strani. Zdaj ne vidim nazaj. Tudi v prvi verziji sem imela zbor, ker sem nekako čutila potrebo zbor pacientov, sem čutila potrebo za, ne toliko za kakršnokoli ironije, ki se vedno dejansko omogoče vedno, da se ta ironija postavi na način način. Ampak sem imela potrebo za neko metafizično poetsko dimenzijo, mogoče na malce filozofsko, nekaj filozofsko, pa vse smo metafiziko. In po nekako Mateja to ni kot element te priredbe oziroma demonstracije, kot element predstave, ona to ni videla. In meni je bilo čisto lepo, v bistvu, da na nek način to damo stran, da pa vidim, kako ta metafizika, ta poezija lahko pride skozi sam del, samo predstave. Zdaj, mislim, da gre za celo selekcijo vsega tega. Nekaj se enostavno nisem, ker mogoče a posteriori sem ugotovila, zakaj pripovedovalcev ni padlo na pamet, ko sem raziskovali različne druge materijale. Naletela sem na eno pripoved, ki ima pesimistično napisane, zelo literarno Susan Zorn, ki se imenuje Pilgrič. Roman je. O tem, kako se je ona spoznala z drugim romanom, ko je imela 14 let v Kaliforniji, pred tem je brala Čarobno goro in je čist padla noter in je brala dvakrat v zaporedju in potem njen najboljši prijatelj nekako prisil, da bi šla skupaj in se spoznala s Tomas romanom in to je za njo bila totalna travma. Ampak tisto, kar je izvedela, je, da je ta roman za njega bil najbolj pomembno na njegovem življenju. Jaz sem nekako v tem trenutku tako gromozarsko globoko noter, čisto ujeta v ta svoja
določen, na koncu sploh ne. Ne, tisto, kar je mene recimo pri tej dramatizaciji presenetilo, je to, a mene pa slište? Ja, ok. Zelo dobro. Nekaj zelo dobro, jaz še. Tisto, kar me pri tej dramatizaciji presenetilo, je pravzaprav to, da nastopa en del, in to je ta del, ki se tiče idej med Stepinjem in med nafto, ki je pa pravzaprav po dolžini. Imamo en sam primer in to je spor med očetom in sinom Obenbajevih. Hočem reči, zelo velikrat se te veliki kosi razdrobijo, tukaj ste se pa odločili za to, da ste je pravzaprav strnili. Nekaj je bilo, kolikor sem jaz prelistov model, tista čarovna gora na 90 strani, to ni za poletno scheme, za polet več. Ampak se mi zdi, da se čez polet se pa res nabere, ampak se bomo kregali v tem potem. Zanimiv se mi zdi, kako ste to rešili, kako si to rešila, ker tam je pravzaprav tudi Tomas Mann piše nekaj v obliki dialogov, kar pomeni tisto se da pobrati dobro, po enih stvarih pa piše, da jih na hitro povzema. Zelo velikrat govori o nekih temah, kar pomeni, da je bilo že teh pogovorov že v romanu bistveno več, kot jih je napisanih. Da je to pač neko strastno, to sta pravzaprav dva najbolj živa človeka, če pisamo fatalko v celom sanatoriju. Strastna in to je pravzaprav neki sporen. Ja. Ja. No, ne zna, kaj se bo spili. Jaz sem izvedel imela razdeljeni tekst na kjer eno slovo status in tako, da je ta drugi del bil absolutno mišljen kot da je njemu centralna linija in sekundarija filma. Ampak nisem bilo tako radikalno sama v svojem tezi kot je to Mateja. Mateja v bistvu se odločila za to, da to vse dali v eno dramato, eno pomoto vseh idej in ideologij in filozofskih postulatov, ki so oblikovali 20 stoletij, ki so v bistvu pripeljali do tega, kaj je na koncu tega predstave oziroma tega romana in to, da se to v nek način je to seveda bilo jedro miselno cele zadeve. To je vse drugi delo. Ampak tukaj je bilo še nekaj veliko bolj radikalno. V bistvu, kar se mogoče ne da tako prebrati, to bi tisti Petrovo poznajo roman, lahko vidi, zakaj gre. In to je spet Matejno odločitev glas, kateri se jaz mislim, da bom umrla, ampak evo, živo sem mi zdrava in to je naslednje. Ona dva sta postavljena v romanu kot dva lika, ki sta kontradiktorna sama v odnosu nas. Vsak zase je en kup kontradikcij. En je asket, ampak hkrati je tudi prehodnež. Drugi je hedonist, v bistvu je zelo, zelo preprosto. In to je v romanu je to gonilo tudi same zgodbe in tudi same obratovanje Hansa Kastrupa v tem smislu, da se on skozi vpraša, kaj je s tem ljudmi, kaj je ona govorita, kakšno zmeno mi delate. In po meni to je imelo velike razpoznate, je rekla, da teater je konkretno zadeva, in to ne bo šlo. Ne bo se mogla predstaviti ta intelektualna zmeda, kar tako, bez besede. To je bila njena odločitev in tvoj, tisto, ki sem morala narediti, je sta dve konzistentni filozofski liniji, ker je pomenilo, mislim, neverjetno veliko montaže znotraj, ampak mislim, da to zelo dobro konsolida, kako dela odvijam in to se mi zdi najbolj pomembno. Še eno vprašanje, prejteno na Gorana, ker se med tem lahko že malo greva ena glavnih dimenzij, o kateri piše Marin, s katerim se začne tudi drugi del celotne gore, je čas. Ti ta čas seveda uporabiš pravzaprav metazgalija, kar pomeni, da ga pravzaprav prenašaš
odgovornost za to, da nam pokaže namreč ta bogi Hans Castorp pride za 3 tedne obiskati svojega bratranca v zdravilišče za jetične in ostane 7 let, dokler se umeti za Lubla prisustuje. In to je pravzaprav, je treba tukaj ustvariti neko idejo prezdeljati in teh, ki vodijo v nekaj, kak se začne sončiti na mraz, zato ker to dobro glede njihovi v jetičnim kavernam in tako naprej. Ne? Ampak ti ta čas pravzaprav poudarjeno pripeleš noter kot bakterija skozi deskarijo. Velikrat se začenjajo prizori, zatem dopušuješ kako čez kako. To je bolj neka, mislim, neka asociacija, neka želja za nekim triggerjem, ki bi bil za tistega, ki bere, če gre za branje, ampak seveda največ za režiserje, ki to bo postavil, gre za predstavo, ne za glavno štilo, ki ima neko pisal v obliki romana in čisto dovolj. V tem smislu sem to dejal. Sicer je res, da sem poskušala narediti eno obliko te dramatizacije, ki me je nekaj spominjala na časovno to rečeno muko. Torej, da je ta prvi del na nek način, ta začetek, v kateri se ta milka, ta pesek izkušenjem in odličnim doživetjem glavno bi onaka intriga, pa gre to dosti grlo, ta tunel filozofski, v katerega pride in potem seveda pride do ene določene in disperzije in sinteze. To so vse samo abstrakcije, seveda, nekaj bila slika, ki mi pomagala, nekaj fazega, nekaj sploh spelnosti. Goran, že Čefurji prav tvoj prvi roman je bil pravzaprav nek odkud, kolikor sem jaz razumel, proza, ki je nastala na podlagi oziroma na nekem idejnem svetu nekega scenarija. In ko se seveda drugem romanu Jugoslavija, Moja dežela, ko si ga dramatiziral, jaz sem videl tekst, kakršen je bil poslan v gledališče, celo zadnjih pravke pola, pa potem pravzaprav pravi sinopsis, kar pomeni, da iz nečesa, kar je ta potni roman, on the road, kot se reče temu, po analogiji z ameriškimi filmi, kjer ljudje se čas vozijo z ene obale na drugo in tako naprej, si ti to spremenil pravzaprav roman, ki se dogaja seveda v različnih časovnih obdobjih po celi Jugoslaviji, kamor gre Vladan izmed svojega očeta, ampak pravzaprav tega nisi imenoval dramatizacijo. Ti iz svojega romana nisi naredil drami, če je tvoj Vladan. Glede na to, da sem to prvič delal, sem se bal uporabljati to nočno besedo, da je to zdaj drama. To sem zdaj malo predsozno. Sem pač uporabljal besedo, naj se nosim v scenarij. Scenarij, kako se mi je zdaj to scenarij za neka skica, po kateri lahko potem Ivica Bulja oblikuje neko svojo predstavo. Da je to zdaj bolj neka stvar, ki se bo potem razvila. Na koncu je bilo dosti tega scenarija ostali v predstavi, niso veliko spreminjali. Tudi jaz sicer sem nekaj potem še dopisoval, ker so pač igralci bili navdušeni, končno na avtorja, ki ga lahko vladajo na vaje, kaj prišepljajo, pa ga pozno če kaj popiše, popravi in tako naprej. Veliko izkušenj moraš imeti v gledališču, da se naučiš reči ne takšno. Ampak tu smo zdaj to, da... Ne, meni je bilo to v bistvu ena dragocena izkušnja. Mislim, čeprav se s tem seveda strikam, da bolj je to ena trutka, bo treba reči ne. Bolj jaz rečem ne, pa reče režiser ja, pa smo spet na začetku. Zdaj, kar se meni mogoče zdaj pri tem največji izziv je to, da smo mogoče že
sledi normalna načela, je ta v bistvu pripovedovalc. Jaz mislim, v literaturi obvezno med bralcem in junaki, prizori in svetom, ki ga vse zbih pač pripovedovalc. In če je to prvoosebni pripovedovalec, je ta pač meja, še to počeli, zato ker pač nikoli vse redni pripovedovalci da vse poskuša biti objektiven. Ko mi v romanu Vstaja moja dežela gledamo svet in vse junake skozi vladeno luč. To v bistvu na odru, tudi če poskušaš nekako ohraniti pripovedovalca, tudi če bi to na nek način poskušali, je v bistvu nemogoče. Mi bi hkrati vidimo ki vladane in vse ostalo in ta pogled je seveda drugačen. Ta njegov nekako sensibiliziran, subjektiv pogled se zgodi, mi sami začnemo zdaj gledati višjo, ne vem, kaj je vse ostalo. Ta se mi zdi prva odločitev. Druga, zelo povezana s tem, da pa, če imaš prvoosebnega pripovedovalca, je ta prvoosebni pripovedovalec jasno tudi glavni junak, v večini primerov. In sve je to roman o Vladanu Gorojeviću. Kar je, a je on zdaj dejansko glavni lik, verjetno je, ampak lahko pa tudi ne bi bil, ampak bi bil zaradi tega, ker pač je on tisti, ki poveduje zgodbo in ki se mu vse to dogaja, seveda mora biti. V teatru pa kar naenkrat postaviš, kot se je mogoče Ivica malo zaželel, pa greš malo linearno, pa napiš malo še pred zgodbe, zato da ti je ne rabi potem Vlada pripovedovati. In kar naenkrat dobiš v bistvu tekst, kjer je vprašanje, je Vlada še vedno glavni lik te zgodbe. Težišče te zgodbe se začne premikati. In naenkrat v bistvu potriš, da mogoče to že skoraj bolj tekst o mami, oziroma ženi vojnega zločinca, kot o sinu vojnega zločinca. Tukaj dobimo ta trikotnik, drama med sinom, ki išče očeta, očetom, ki beži pa med mamo, ki je jebena stranka. Ja, tako da v bistvu v tem smislu... Mislim, ne dobro smislu, ker je on soten. Sam je v tem smislu, potem je to, seveda, bi jaz rekel, mogoče bolj drama kot dramatizacija. Spet malo zrakljim se jaz zdržim, zato ker v bistvu nastane neki vsem drugačnim težiščem, z nekim popolnoma tudi drugačno dramaturgijo potem. In zanimivo je pa seveda pač to, da pač tukaj se mi zdi, da veliko ljudi je prišlo pa že z nekim videnjem romana, prodanim romanom, z nekimi pričakovanji in seveda potem so bile reakcije seveda temu primerne, češ, Vladan se nam pa malo zgubi, nekdo je bil pa Vladan. Tako da v tem smislu je seveda včasih nekaj dramatizacija, ki je mislila, da to tudi malo nehvaležno, čeprav meni so ravno te stvari zelo simpatične in zanimive in se mi zdi, da odpira ene stvari, da v bistvu imaš njih, da je v bistvu dragoceno, če lahko neke stvari potem vidiš drugače. Da je isto premakne z tistega tvojega že vkrenega videnja nekaj zgodbe. Ohranil si pa pravzaprav vse te prostore od otroštva v Puli do srečanja z očetom na Dunaju, kjer imaš tudi v romanu, čeprav se tam v bistvu samo poblisknejo pravzaprav neki prizori iz Jugovojske, ki so pravzaprav vse filmi že čisto enaki, nekaj so je posneli znotraj armade in unike so bili proti temu, recimo kakšen outsider in ohraniš to dinamiko, prostorsko in pa seveda tudi časovne preskoke. Ja, mislim, nisem si videl predstavljal, kako bodo to naredili dejansko na odru, ampak sem se rekel, če ne bo funkcionirati, bo je že to nekako skrajšali. Ampak se mi je zdaj, da v bistvu ravno iztisne, da to zdaj drama vseeno da bi te liki zaživeli. Skratka, eno je, ko se oni v romanu pojavljajo na stranski liki, ampak da če hočemo, da oni, da ne, poleg Vladana zaživijo, ne vem, še liki teh oficerjev, da morajo neke prizore, ki bojo nekako, ki bojo oslikali. In tukaj v romanu doskrat ni bilo te dramske strukture, tako da je počela neke prizore se na novo napisati. Zato ker v romanu pač prav te flashbacki, recimo, da spominjamo zelo literarno. To so neke slike, ki se mešajo, neki ljudje se pojavljajo, ni bilo pa res teh dramskih prizorov.
bo ta del, ki se dogaja v standardnosti, mogoče to dramsko so vse imel, to preteklost je bila pa izrazito prelet enega sveta, povedan skozi eno otroške oči. Tako da v tem smislu se mi je zdaj, da mogoče je fajn pa vse en drama za to, da bi pa te like lahko postavljamo, da bi lahko ne funkcionira, ker pač imajo to pomembno vlogo aparatno dramskega tudi teh izvodov. Nekaj me zdaj še zanima, ker bomo o tem morali specifično reči, a je pravzaprav dramatizacija, to, kar ti reče scenarij, nekaj, kar združuje pravzaprav dramo, pa neko pripoved, kakršno film, ki izhajaš iz filmskega sveta in tudi seveda se mi zdi, da razmišljaš v nekih slikah, atmosferah, podobah. Medtem, ker za dramo to ne nujno, s tem ne se bolj ukvarja režija. Ja, jaz mislim, da ta tekst navidezno ima to strukturo scenarija, mislim, pač te filmskega, kratkih prizorov, bliskovitih preskokov, mislim, ki je bilo potem zelo se mi zdi zahtevna nova pot v bistvu monterati, ker v filmu samo odrežeš, pa se nekje drugje, ki je bilo pa treba v bistvu kar dost režijskega domišljije znanja, tudi igralskih sposobnosti se v bistvu te oskača. To se meni zdaj v bistvu od začetka zelo ravno zato, ker smo v gledališču in ker je to na nek način izziv, da se v bistvu ravno skačamo in da ohranjamo to strukturo. Ker lahko bi šli tudi pa rekli, da bomo probati to postaviti neko ne to filmsko, bolj dramsko. Ampak se mi je zdaj, da lahko ravno izkoristiš to, da lahko en isti teatru, da lahko en isti igralec v bistvu v trenutku skozi 20 let nazaj, ta nika v bistvu, to, kar v bistvu v filmu ne moš, bi bomo imeli 20 let mlažje igralce, ali pa saj drugačna maso, ta realnost, ki jo film nekak zahteva, se mi je zdaj, da tukaj, kjer je mi, lahko pripelje do nekih zanimivih stvari in se mi zdi, da tudi je. Nika, ti boš moral zdaj za oba odgovarjati kot dvojni. Film Modra opica, epizoda Ignacija Borštnika v Ljubljani, pokom gledališča. Mene je časno, hvala Bogu. Mene je tukaj najbolj presenetilo, da je seveda besedilo nastalo, kot prej besedilo za literante v tesnem sodelovanju med obema, ki sta dramatizirala in tabo kot režiserjem. Pa vendar imamo celo prvo stran deskali, ker opisa prostora, ker da bi pravzaprav bilo namenjeno, ker da bi ti napisal še za nekoga, kako pa ne za nekoga, kako to režiral za vama. Ker je, mislim, hoče reči, če bi delala samo zase vama, ne bi potrebo vsega tega napisati. Ker tudi še predrazec, potem moraš nekako te prostorske parametre možno spostaviti, časovne neke informacije v obliki, nekaj se more skoraj v taki strukturi, v kateri smo na koncu pošljali, ti moraš delavcu ponuditi neko mero podatkov, s katero ono lahko lažje sledi hitrim obrazom. Kljub temu, da veš, da dokončno ne more, tega ne more, probaš te zastarice, v dramaturgiji vseeno vsaj parkrat ponoviti, recimo na rekel, dvakrat, trikrat, da se lahko naznačiš, aha, to je ta oseba v tem času, namaknili smo se v času. A besedilo ti jemlješ recimo tukaj kot dramatiziran post zgodovine, mislim, da ne piše v gledališkem listu, da je namen same predstavitve na nek način iz tistega, kar se je nabralo okoli imena Borštnik, torej od festivala do nagrade, postrga dol in narediti Borštnika na nek način režisna. Hkrati imamo občutek, da je pravzaprav za nek izsek gledališke zgodovine, ki po drugi strani, ker je seveda govorimo v času tik pred Prvo svetovno vojno, pa v nekih elementih blazno spominja na takratne neme filme, na burleske, na ta tip filmske komedije, kakršen je bil takrat dominanten.
Ja, vse to smo probali upoštevati. Skozi čas, kjer je nastajala oblika te predstave, skozi način pripovedovanja te zgodovine, ki pa seveda ni bilo, najna želja ni bila povedati zgodbo o tistem času, je bila še vedno povedati zgodbo o našem slejšem času, o vodenju javnih ustanov, o vodenju države, o kakršnem vodenju neke inštitucije, česarkoli, ki je v krizi in poskusu reševanja. Ker se nam je zdelo, da to zelo korespondira z današnjim časom in da vsa ta zmeda, ki je krat korespondira z zmedo današnjega časa, sva to temo iz zgodovine vzela zato, da ne bi pisala direktno o osebah v tem času. Se pravi, sva zakumulirala. Drama na ključ, Drama na ključ, tako. Božnik je tukaj zgolj hvaležen lik, zato ker ga vsaj do neke mere se mi zdi gledalec vsaj pozna ime, ne, pa njegovo veličino. in ko dodate še citate, da je bil prijavnic Mošinska, postane Postane idealno reševalec krizne situacije, ne, ki se mora, se pravi, razrešiti, kot se je razrešil, ki pač se ne razreši, ne, torej še vključil krizo. A jaz prav razumem, da se začne pravzaprav vse skupaj z tajnico blagajniča, ko gospod Šarkovo, ki govori pravzaprav že z nekega časa, ki je čez popočnikovem vhodu, kar pomeni, da imamo pripovedovalce, da imamo pravzaprav z nekega večnega časa. Hkrati pa nastopa pol noter tudi Borštnikova žena, Sofija Zvonarjeva, ki pa Borštniku na koncu pove, kaj se bo v tem nesrečni ljubljanski epizodi zgodilo, kako bo umrl, kako se bo pregali okoli stroškov za pogreb in kako bo imel enkrat Borštnikovo srečanje. Ključno se nekaj ne naredil. Ali ravno za to? Ja, no, da se bom navedel še naprej, kaj si rekel za Norlejsko. Zdaj, tukaj se pogovarjamo o tem, kaj je drama, kaj je dramatizacija. Dramatizacija se mi zdi, da odločno gledati mora postati drama. Tukaj jaz ne vidim neke velike razlike. Mora biti dejanje, ki se mora izvršiti. In ko smo mi pa na nek način začutili, kaj bi lahko bilo dejanje oziroma nam nekaj zgodovina narekovala, sva se takoj na to ogrodje, da sva se spraševala o žanru, ki je druga stopnja tega, kako to zgodbo pripovedovati. Čva pripovedovati naturalistično, se pravi. In zgolj iz podatkov, ki se nam bili na razpolago, sem videla, da to ne poči šlo, niti se nam ni zdel nam osebno, niti se nam zdela prava pot. Vse smo pod avtorjama neke svoje vizije, kako smo hočeli to zgodbo povedati. In se nama je zdelo, to smo se že pri liberati s temi gledali, da hoče vzamemo spet to obliko nemega filma z govorjenjem. Da zmešamo, da naredimo nek izmislek, nemi film, ki govori. Ravno zato, da bi težo te zgodbe, težo teh hoten, teh dobrih namenov likov, vse malo ironizirala, mogla svoje ujeti tudi v glavo do Bošnika, ker Bošnik sam sebi nikoli govoril, od njega nismo dobila razno teh besed. Kar je pa spet nama zanimivo, ker vse skupaj pomikalo v njegovo glavo in v njegove blode. In se nam je zdaj ta žanr, burleska, ki gre nekaj proti grotesku, najbolj točen za blode. Malo bolj rahle blode, kot jih imamo on, mislim, da imamo vsi izkušnje z njimi. In tak realnost, iluzija, se mi zdijo nesposobnost.
Pa ker se spet to ni toliko obča tema, ne, se razpravlja neko živahnejšo podobo. Se mi zdi, da kinematografizem je mogoče zelo več pripraviti zgodbo in da ne bi šel na... ne bi pokazal problematiko dejanja te igre, kot smo pa vzimali. Zdaj, vedela smo, da kdo bo jel Bog, kdo bo prepoznal take situacije, kdo bo živel take situacije. Po koncu pogovora ekskluzivno na balkonu, kdo je kdo, če mislim rešetko, vodo, vladanje, kulturna politika. Ja, meša se vse. Najbolj pogumne direkte. Meša se to vse, to je zgradi seveda, se meša realne osebe s temi zgodovinskimi, meša se seveda nujno s posebnim. Vse se to na konc postavi liki, ki govorijo o spoznanje nos in to takih situacij. Niso samo poskus opisa, kaj bi se oni mislili, ampak kaj se vidno mislili, kako vidno to živi. Pa hkrati se vede učna ura iz zdraviške zgodovine, ne? In zato je pravzaprav pa celoten material, kar jaz razumem, v zelo veliki meri nastal na živahni korespondenciji med levimi in desnimi in njihovimi driglarijami na korespondenciji Sofije Zvonarja Pločnika žene, čemu se moramo zavedati, da tega besede, ki se izrekla v Pločnikovem značaju, to nekako spada k tem igralkam, pa moško ženskim nosom, kako. Ja, mislim, to je zelo osebno, zelo za 4 stenami in to je ona dala časopis. To je bil škandal. Posebej zato, ker so takrat s časopisom še verjeli. Se mi zdi, da so jim verjeli prav to, kar danes. Njo so zelo hitro deskreditirali, to je seveda, da bi večina Pločnika obstala. Pa so jo označili za manj krištivno. Zato se tako, ki že veste, da se pač to poznaje. S tem se je spet vidno. Ta del zgodovine se je zabrisal. To je bil en temelj, zakaj smo se dobili, ker je zabrisal, ker se ne omenil. Ker je večinoma, da je nekako toliko slovenskega gledališča za 4 leta pač padno priča od začetka prve svetovne vojne. In samo redki pač te zbiralce kulturne dobrine, gledališke lahko označijo, mogoče da temu ni to čisto, ampak se moče tega čisto dotikati, ker je to občutljivo. Pa sej vemo, na kakšnem glasu je teater bil in na kakšnem je še danes. Tako pa se občutljivo in zanimivo, ne? Svoji poklici so igralski poklici povezovali. Ja. Nekateri, ne, tukaj ni... Se gremo že naprej. Katarina je omenila, da pri dramatizaciji, pri redu podobnega prihaja zaradi sodelovanja med dramaturgom, dramatizatorjem, prijevalcem in režiserjem. Mislim, da je tvoj primer tukaj zelo tipičen, dramatičen, ker se poduješ z Millerjem Millerjem, potem se vede, kakšne stvari pišeta, premonterata. Prav sem, recimo, to, kar bomo videli danes večer, Kanentijevo opce, najprej v prevodu Mojce Kranjski se vede, pobira nek dunajski slang, če lahko tako rečem, in v tem tvojih priredki, ki je pa jezik presenetljivo na nek način zvišan. Ni več toliko, kar je pravzaprav redkost, ker če pogledamo recimo to, kar dela Vito Taufer, ki ponavadi adaptira neka besedila v gorenjščino ali v primorščino, ker podpisno etnične, ali pa kar dela verjetno najbolj produktivnih slovenskih prirejevalcev, ki
prekrojevalcev besedil. Andrej Monroe za tam, ker smeri pravzaprav za simplifikacijo, za vdor nekega lokalnega. Vi ste pa očitno izhajali seveda iz tega te predpostavke, da je prevod zmeraj tudi že koncept, začetek nekega koncepta predstave in ker ste imeli koncept, ste potem, če lahko to rečemo, prevod, priredbo priličali konceptu, lahko v tem povem. Ja, marsikaj lahko povem. Pravzaprav bi se rada vrnila na prvo izločnico, ki jo je Igor, vprašanje, kaj je organizacija, kaj je priredba, kaj je originalno dramsko besedilo. Mislim, da so stvari zelo jasne. Če obstaja dramsko besedilo, ki ima svojo dramsko strukturo in potem naredi intervencije na to obstoječo dramsko strukturo, se pravi, intervencije niso samo v jeziku, intervencije so v zgodbi, v številu karakterjev, v misli in tako naprej, potem gre za priredbo, za predelavo. Če pa gre za prenos nekega besedila iz enega medija, iz enega diskursa, za odrski diskurs, potem pa gre za dramatizacijo. Tukaj imamo pravzaprav dve dramatizaciji, eno originalno dramsko besedilo in eno besedilo, ki v gledališču ni ne dramatizacija, ne priredba, ampak bi rekla bolj prezentacija obstoječih izvirnikov. Tako da tukaj so stvari dokaj preproste, jasne, kar se tiče tega. Zdaj, naloga dramaturga je različna. Jaz sem sodelovala do sedaj v 70 produkcij, niti enkrat dvakrat, da se je zgodilo, da izvirnih drama, se pravi, ni potrebovala intervencije dramaturga, vsaj v mojem primeru. Pa ne gre za to, ali se jaz dogovarjam z režiserjem naprej, ali bi samostojno delal. V mojem primeru bolj samostojno naredim koncept, jaz dam interpretacijo branja, se pravi, na novo dramsko strukturo jo vzpostavim na drug način in rečem to besedilo, recimo ta opcija, ki ga bomo zvečer gledali, je danes aktualen, zanimiv zaradi tega in tega. Besedilo je napisano 34 let, absolutno ne mora, ne zgodba, ne karakteri, ne jezik, tudi če je nov prevod, ni nujno da se prilagodi na konkretno predelavo. In tukaj je ta funkcija dramaturga, ki je kreativna, ni, kako bi rekla, servis, ampak je avtorsko delo, ki pomeni priprava enega obstoječega dramskega besedila za produkcijo, za uprizoritev. Je ogromna razlika med predelavo in dramatizacijo. Dramatizacija pomeni, da imam recimo v njegovem romanu celo prozno, epsko predstavitev neke biografije in je treba izbrati eno rdečo nit. Ni nujno, da je to ta lik, ki je bil protagonist v zbirniku, nujno, da je protagonist tudi v dramskem besedilu. Še celo bolj zanimivo je, da se iz drugega zornega kota odpre dramatizacija in da se vidi, kako ta zgodba v prozni obliki na oder drugače funkcionira. V predelavi pa je nekaj drugega. V predelavi, jaz temu rečem predelava plastična kirurgija ali pa lepotna kirurgija. Je treba prilagoditi obstoječi material, da funkcionira, vendar hkrati, da ostanemo zvesti izvirniki. Ne smemo nekaj dati avtorju, kar ni njegovo, oziroma ne moramo mu implantirati idejo ali pa nekaj, kar ni njegovo. To bi bila napačna predelava. In tukaj je ta subtilnost dramaturga, ki je nujna. Kje odrezati, koliko odrezati, kje narediti šiv in tako naprej. Tako da se gre za avtorsko, obrtniško delo, ki si dal izločnico, sem mi vprašal za glede jezika. Absolutno nisem intervencija v jeziku. V liki ponavadi imamo, ne vem, trenutno delam Per Ginta, ki ima čez 80 dramskih likov v izvirniku in 10 skupin. Ibsen je pisal to za branje, to je bila lezeštvo. Je treba, da tudi njegova naloga je, da prilagodi, da prepakira material na ta način, da se na oder, da funkcionira. In to danes, iz današnjega aspekta, se pravi iz koncepta, ki ga, načina interpretacije, ki ga v mojem primeru jaz postavim, potem pa ga disperziram režiserju, producentu, avtorski ekipi in rečem Per Gint ali pa opce, ali pa to, fokus tega branja je v to in v to. Tako da je tukaj združena funkcija in dramaturg in avtor si pomagate in drugemu, da
Cilj je pa seveda, da produkcija postane čim bolj funkcionalna za to konkretno produkcijo, za to konkretno predstavo. Včasih mi rečejo, pa preveč si odrezala Richarda III. Ja, sem odrezala zato, ker igralec ni mogel se zapolniti enih monologov, recimo. Včasih sproti se mora dramaturg flikati, krpati ene stvari iz danih dobiščin. Zdaj se me vprašal konkretno za ta prevod, za ovce. Ne vem, zakaj se ti je zdelo tako prav prevod, je malo bolj, kako bi rekla, vzvišen, konzervativen. Mi smo ga prav dali izraze, ki so življenje, ki smo veliko naredili intervencije v jeziku, prav zato, da ljudje postanejo živi, čim bolj organsko, da se obnašajo na oder, ne pa, da so papirnati. Ne, nisem to mislil, ampak govorim o tem, da je seveda prevod, ki je pravzaprav skušal nek tuneški dialekt umestiti in mogoče to seveda, glede na to mi se možno zavedati, pri teh stvarih sprašujem. Gotovo je jezik, ki ga uporablja v ljubljanski drami, drugačen, ki ga uporabljaš v mariborski drami, ker nekaj nastopijo neke dialektalne... Ja, ampak nismo šterščine, daleč od tega. Čeprav smo se odtekali tega, ampak smo hoteli vzpostaviti živ jezik, vulgaren jezik, tako kot je v zbirniku. Mojca, to, kar je naredila, Mojca je pravzaprav lokalizirala zadeva. Ona je prevedla tudi imena, mi smo jih vrnili, tako kot je v zbirniku. Izhajam tudi iz tega, tisti priimki kozel oziroma kozel, to je ta najbolj potenten možak v igri, gre pa za precejšno mrežo erotično in zastojitnih odnosov, kakršno se dogajajo pravzaprav v na vsaki svači, če je prav razumem. Tako, to je tema tega teksta. Vendar, jasno je, vsak prevod je prva interpretacija. To je pred dramaturga. In zato je zelo bistveno za dramaturga, da zna tudi izbirnik prebrati, da vidi, kaj resnično javno misli. Potem pa glede tega, kako razvija koncept, se mora odločiti, ali bo šel v lokalizacijo in s prstom pokazal, ta je namesto dr. Bok v izbirniku, dr. Kozov, iz prstov bomo pokazali izkozi ime, da je on en natepač, ali pa enostavno bomo rekli dr. Bok, obdržali njegov primek, hkrati pa pokazali skozi grafsko dejanje, kaj je za te vliko. To je stvar že dramaturško-režiserske interpretacije izbirnika oziroma tudi del priredbe, ja? Klik za to, ker si rekla, da si 70-krat sodelovala kot dramaturg in da si velikrat tudi prirevalka, ki si bila, me zanima seveda odnos priredbe do seveda klasike. Mi imamo dva pravzaprav, en je ta tradicionalni pogled na klasiko, da klasika živi itak sama zase in je potem vseh klasična dela, predvsem, če gre seveda za neke nacionalne avtoritete tipa Cankar in podobni, je pravzaprav že sakrilegije, že blasfemija. To imamo pravzaprav zadnjih čez 50 let od Korunovih, Jovanovičevih in podobnih režij Cankarja. Po drugi strani imamo pa drugo prepričanje, drug pogled na klasiko, ki govori o tem, da so klasične dela enostavno toliko dimenzionalna, da prenesejo pravzaprav aktualnost vsakega časa. In me zdaj zanima klepet pri reku, mislim, čisto teh tvojih izkušenj, do kjere mere je treba neko tendenco iz dramatike, recimo iz Shakespearea, poudariti, dopisati, zaostriti, ker se je med tem svet do te mere pokvaril, pa že tam je bil iz sklepa pahnjen oziroma iz tega, da zahteva pravzaprav en bolj direkten, manj subtilen govor, ker če pogledamo, ti si rekla zgodovina žanra oziroma žanrska medbesedilna korespondenca, za enega Walpola je bilo to, da se mu je sanjati, da je padla ogromna čelada z neba, zadosten razlog, da je napisal Transkript, ki je pravzaprav temelj nekega hororja. Danes, če nimaš
Molotov zadrugiranih vsega svojo motorko, ki pridejo v vrtec, nisi znotraj hororja nič naredil. Hočem reči, da seveda klasiko je treba včasih podpreti in napeti za to, da pravzaprav sploh korespondira tem surovim časom, v kateri imamo. Verjetno govoriš o aktualizaciji. Ja. Najbolj pogubno se mi zdi, če se Shakespeare igra z mobilko, ali pa ne vem, na rolerji. Lahko je, možno je, zakaj ne, ampak če samo je mobilka zaradi mobilke, ali pa tiste rolerje, zaradi tega ni to smisel. To, kar je delo dramaturga in tega, ki dela priredbo, je, da ostane, kot sem rekla, zvest avtorju. Shakespeare je velik, Shakespeare ima globoko misel, ki se nanaša odpira teme, probleme, ki so in takrat in danes iste. Stvar dramaturga je samo, da razbremeni njegovo dramsko strukturo, ki je zastarela. Pač. Tudi Shakespeare danes, če bi uprizarjal svoje besedila, sigurno ne bi uprizoril tako, kot jih je napisal takrat pred 500-600 let. On je natančno pisal in rekel, aha, imam 2-3 mlada fanta, moram jim dati saj 2 replike. In jim je napišel 2 replike, ima liki, ki so dramaturške funkcije. Danes v sodobnem teatru prepričajte enega mladega igralca, da vam igra dramaturško funkcijo. Zelo težko. No, zakaj imam jaz sem 2 replike? Recimo, zdaj sem dala banalen primer. Hočem reči, stvar je v tem, da ostane avtor, pa pravzaprav priredba ima za cilj, da potencira, da še bolj odpre, bolj direktno pokaže to, kar je izvirnih mislil, ne da ga uniči, ampak nasprot, da neke stvari, ki so zastarele, ki so balast, ki so morda tudi funkcionalno ne funkcionirajo danes, da jih priredi tako, da potem to besedilo še bolj zavibrira v tem času, v tem prostoru, v katerem se dela. To ne pomeni, da Shakespeare je že zastaril. Daleč od tega, njegova misel, njegova, kako bi rekla, da vidnost je še danes se gleda. Dramaturg je tisti, ki recimo je, neke izraze ne funkcionirajo danes pri njemu. Ima ogromno likov, ki lahko se združijo. Drugačen način je, tehnologija gledališča je tudi drugačna. Na drugačen način publika razmišlja in ni treba 5-krat povedati en vic, recimo. Dovolj je enkrat, da se pove ta vic. In s temi bypassi, ki jih ponavadi dramaturg naredi, včasih pospeši oziroma omogoča Shakespeareu, da še bolj pride direktno sreča publika oziroma se njegova misel predstavi. Tukaj jaz vidim delo avtorja oziroma dramaturga, ki je v veliki meri obrtniško avtorsko delo. Ampak nekako gre roko pod roko z avtorjem, ne sme ga izneveriti, ne sme ga uničiti. Na ta vprašanja se bomo vrtali še Eva s Igorjem Pisonom, sta, kolikor jaz razumem, na obstoječe italijansko besedilo namonterala pravzaprav nekaj, kar so prozno-dramski fragmenti, kolikor so vzeti Marka Sosiča, ki se ukvarja pravzaprav z avtorstvom, kar pomeni, da ste neko dramo, ki govori o Trstu v času vojne, torej ne zdaj o perspektivi fronte, ampak tisti, ki so v zaledju vsega tega dogajanja, ste pravzaprav izpostavili in nadgradili ravno z vprašanjem avtorstva, to pa na ta način, da je drama, kakršno nam odigravajo različne skupine v različnih jezikih, ves čas nadgrajena z nekim komentarjem ali pa operom, če lahko predstavljamo, tako rečemo. In to je ta režiser, ki ves čas dela pred nami in lepi neke fragmente. In hkrati seveda tudi vidimo, kaj on snema na kamero, ko pripravlja film za istim naslovom, ker je ta drama, Trst mesto v vojni, kar pomeni, da ste pravzaprav združili 2 besedili. Na kateri stopnji je prišlo pravzaprav za to odločitev in seveda za 2 uporabo 2 jezikov in lepljenje in montažo teh avtorjev? Odločitev v bistvu, na kateri stopnji prišlo do odločitve, to je ta še predstopnja, to je zelo naloga. To je bil naročilo
med zalednim frontom, med izkušnjo vojaka, ki v bistvu govori na podlagi izkušnje in potem nekako postopno o tej svoji izkušnji. Poskuša govoriti o ženskah, ki so seveda ostali v zaledju in drugih elementih, tudi seveda pač potem, ko so one že umrle, po tej poetični čustveni poskrbi. In je seveda v tem neizmerno nekako lepo poetičen, tudi moram reči, poetizim. Ne sicer dolgodramski, ampak to nekako tudi ni največ preveč. V bistvu, njegov problem je, ko sem prvi del stile, v bistvu je taka gmota, ki jo lahko nekako čustvo hard, ki jo skoraj kakoli že pač, ne vem, hardovstvo izbljuvaš, v bistvu iz odra, vendar pa je bil tudi ta drug tekst. Drug tekst je pa bil v bistvu melodrama italijanskega avtorja, tega tudi v bistvu lokalnega avtorja iz Piranije, Karla Tolacija, ki je v bistvu avtor. Mislim, res je ta melodrama, ki nekako niti ne pod površino, ampak samo risuje v bistvu nek osnovni zaplet v neki površini, v bistvu medpolnem drstu. In velika potreba je bila, in sem pa bila veliko tega vzmila stane. Potreba je bila izluščiti v bistvu konkretne zaplete, konkretno v bistvu fabulo, ki je zanimiva in vse v bistvu, kar nekako veže to zgodbo in dela nekaj slove in razlaga čisto dolgo, udeleženci, ki so to realistično pač v bistvu večkrat zanemarjati račun, ko zgodba je tudi. Surova si do italijanskega kolega. Ne, nisem surova, mislim, da pač je ta melodramska struktura bila pravzaprav drugi pač, ne. Tako da vzpostavili smo v bistvu okvir. Druga stvar je pa, da želimo najti neke preseke, neke paralele, neke zgodbe, v bistvu, ki bi šle in da sem stratila v bistvu ene tri posege, pač enega slovenskega vojaka se spremenila v italijanskega in krata v bistvu italijanskega vojaka, ki je ta pač Renato, ki v bistvu vodi to zgodbo italijansko družino oziroma s italijansko družino. Potem eno od teh slovenskih sester smo spremenili v bistvu pač v to, da je v bistvu italijansko, vendar se predvsej sporazumevajo v tej pač multilingvistični strukturi. Zakaj? Zato, ker je pač v istem času dejansko šlo za različne identitete, ki niso bile do kraja v bistvu ozaveščene, da je to preplet v bistvu lokalnih identitet tako močno, da se noben ne znal opredeliti o nacionalnosti na način, ki se pač potem ali postasneje v sredinu. In prek tega v bistvu dobiti neko pahljačo v bistvu teh identitet, ki so se tam vzpostavljali. Moram pa reči, da ta okvir ustvarjanja tega, ki ga v bistvu so očekali v svojem beskilu, tako da v bistvu moram vas samo popraviti, da smo mi pravzaprav italijanski, da so politiki Sosič, pravno v bistvu se zdijo obratna pot in da je v resnici Sosič okvir pravno sposnita, kako je v bistvu je avtor, da sem res avtor tega, koliko sploh govorimo o teh usodah, ki jih pač nismo mi doživel avtor na lastni koži, ki je pač znanski okvir, kaj je realnost, kaj je zgodovina. Mislim, vse te stvari so v bistvu neke točke, s katerimi se sigurno bolj ukvarja. In moram reči, da jaz sem naredila to montažo in sem pričakovala, da bo on v bistvu na podlagi najnega prejšnjega sodelovanja, kot tudi ravno naredil grobo adaptacijo Angela Pozabe in sem potem dramaturško popolnoma pač preštela. Ampak tako, popolnoma, mislim, to je bila pač neka dramaturgija dramatizacije. Zdaj pa šlo za to, da sem res pričakovala, da bo on zdaj to vzel v roke in pač po svoje prišli v to, da mu bo režijsko ustrezalo v bistvu ravno to, kdaj ta režiser, avtor vstopi in ne vstopi. In on je to prebral in je bil res predstavljal. Zato pa se začetno prej tako natančno pogovarjala pač o tej strukturki in o tem, kako pravzaprav bi bil ta avtor in kako se ona predstava, da bi skozi proces nastajanja predstavlja od ideje, od naročila do tega, da se jih dejansko z tega zgodovini. In to predstavljalo to vse kolete, ki se je sodilo predvsem manjše in da se potem več to vrstvo pač sestavilo v mislim, da avtorski projekt in Kolikor jaz razumem, so tam nota tudi vključena, ker to tudi sodelujejo trije igralski ansambli, državski in dva italijanska, torej furlanski in oseti, čeprav razumem, ne. Ste
samim študijem pisali nekaj pisma na fronto, ali so to že poslušali? Ne, samo pismo dopisovali. Aha. To, kar v bistvu je slovenskega oziroma v tem, ki so se čuvaj dejansko dopisila, je bil v bistvu originalen njegov v bistvu ta lirični monolog. Z vsemi temi repeticijami in variacijami, ki so že noter. Gre smisel, da ste to pač namontirali zato, da ste s tem material estetizirali okoli neki traumatični. Ja, v bistvu to smo naredili, smo ga pač ne nov material, smo ga obstoječ material, ki je v bistvu stigma. Mogoče se še zelo bolj čuti, da je to osnovni material, pa je vendar ne bolj izolitvali v samih predstavih. Se pa dejansko pač da je to že nek paralelizem, ki je v soseči kontekstu prisoten in se da tudi kvaliteto in dobro besedilo skušali uresničiti, ne glede na to, da pač mogoče s tem stala substitutivnost te izgledni, vendar se pač računali kvaliteta te izgledni predstavila, da je pač lahko ne izkaže neko pač recimo ponavljanje zgodbi, ki so skozi govorijo in Jaz sem zdaj vprašanje za vse nas, pa seveda tudi za vas, dragi kritikanti. Imamo filmskega režiserja, ki piše romane, ali pa scenarije, pa bolj dela romane. Imamo igralca, ki režira neke dostojne burleske. Imamo besedilo diplomiranega filmskega režiserja, ki piše prozo, iz katerega izlušne potem avtorja, ki je režiser. Namreč zanima me, ali je dramatizacija, torej način ali pa scenarij, na podlagi katerega nastane gledališka predstava, na nek način med pripovedovanjem zgodbe, kakšno nam pripoveduje film in na poti programi. Imamo pravzaprav čisto pripovedni tekst, neko priredbo, v mojem primeru, zanima, ostalo so pa pravzaprav neka besedila, ki niso izrazito dramska, ampak so dramska točno na tisti način, kakršnega film svojo narativnostjo, ki se dogaja med sekvencami in kadri predpostavlja. A je pravzaprav ta poplava dramatizacije posledica tega, da je film izrinil roman in da očitno izrinja zdaj tudi zdravo. To je zelo provokativno vprašanje. Če ima to kakšen odgovor, da imate provokativno komunikacijo. Mislim, da prvo jaz. Provokativno ne, ampak vsak material je potem, to je v bistvu pisem predlog. Iz enega medija v vsakem primeru, imaš dramatizacijo, priredbo, dramo, tiste zvočnika, tako bi že pač, ne, in si ti ga prevedeš v dramsko dejanje. In zdaj, a se to zdaj imenuje dramaturg, ki je naredil dramatizacijo, ali bilo že koli pač to dela, ne, se tudi igralstvo dela. Mislim, da zdaj ne bi tako osko ločil več javnosti v gledališču. Znači, mi delamo že dolgo časa v nekih skupinah in po 10 se nas luščimo neko zrnje. In tam moram reči, da nam, recimo, igralcem, ki smo aktivni v svojem delu, nam mislo ne pride, da bi sebe označevali, če sem jaz naredil 4 črte, kot nekoga, ki je naredil priredbo ali ne vem kak. Jaz tako delam priredbo, delam prevod za napoder. In vsi ga delamo. In delamo ga kot skupina in je včasih je bil dramsko besedilo stalo kot en korpus, ki ga je bilo treba gledati in se ga bati in ga bolj sam preložiti na oder, so že zdavne ljudi. Zato se mi zdi, mislim, zakaj je tudi ta današnji pogovor. Se mi zdi strašno moment, ki sem velikrat slišal, namreč to skozi celo leto, kaj zdaj te dramatizacije, pa to sploh ni nič, kje so drame. To mnogo ljudi govori. V
Ampak jaz mislim, da je vsaka od teh, ki so nastale, je drama zase. Mislim, je drama zase in je predstava in dogodek nastavljen na podlagi prevoda nečesa. Mislim, tukaj treba se samo da posebej. To je zelo provokativno. Ne, razgovorim. Resnici so neke vrste, mislim, eno, da je to prevod, oziroma pač neke vrste adaptacije, vendar je pač eno novo branje lahko ali kako. Mislim, da je lahko zelo ključno to, da je predvsem en velik izziv, ne. Mislim, drame je ogromno napisanih iger, je pač ogromno slovenskih iger, je to ogromno in tako naprej. Ampak vendarle se mi zdi, da če lahko komentiram repertoarno odločitev letošnje sezone, ali recimo nekaterih novih sezon, kateri so se pač recimo pojavljali zlasti, ki ste smo recimo 4, takrat je spet, ne vem, pač glasna debata, drugi dramatizacije, kaj je zdravo in tako naprej. Jaz mislim, da je pravzaprav za določene velikne oziroma aktualne tekste, ki so lahko romani, ki ponujajo neko skrajno izzivalno možnost in da se dobro gledališče tako odprto, tako široko in tako sposobno v bistvu na najrazličnejši način pristopati prav temu, da se v gledališče skozi recimo konotacijo prizoritveno besedilo, oziroma več v angleščini na prejšnji strani se tako naprej. Da v resnici imamo od gledališčine romana, od romana na odru, ki smo videli v bistvu kaj lepo, do tega, da recimo na imamo epizode, ki je postupno nepredstavljivo za nas, ki smo zdaj več na odru postavili. Mislim, da je popolnoma logično, da je popolnoma ne samo nek izziv nemogoče, ampak pravzaprav izziv nevreden. Zdaj se mi zdi, da pač se sodobni ljudi, ki se ustavljati in se ustavljati pri recimo komunikaciji, kaj zdaj to drama in tako naprej. Pravzaprav mora brezkompromisno iskati pot do novega branja in pot do realizacije. Tega mislim, da je to ta odgovor na to komunikacijo. Mislim, da je v bistvu predstavo fila kot na nek, da bi ostali zvila. Jaz bi ravno obratno rekel. Jaz mislim, da je film tukaj v najslabšem položaju. Film ustraja na neki zelo klasični strukturi, dramaturški, ko je to je zgodbe navedno isti način, sicer išče nabera zgodbe po celem svetu, ampak se zelo v bistvu ukalupila. V bistvu, za razliko od literature pa gledališča, ki je pokazano, poskušate neke nove pristope, različne pristope, ki sta sposobni, ne vem, romane in literaturo prenesti na oder, ne da bi v bistvu na nek način radikalno predrugačili in naredili z njih klasične drame, kar počne film, ki navedno grejo v literaturo, iz nje izlušči film. Ali pa tudi, če porede, kaj zgledališča, radi potem film. Najde noter, mislim, čeprav, če je treba vzameti, potem sem poščal za to, da to ustreza temu filmu za 1,5 ure, jasen blok, klasičen. In v tem smislu se mi zdi film v bistvu dolgoročno verjetno zgubljen, ker postaja na nek način predvidljiv in dolgočasen. Pa se, a je zdaj to lahko eksotično, ker pa kaj se koncev sveta z nekimi aktualnimi zgodbami podobami nekega sveta, ki da bi moramo gledati. Ampak v tem smislu načina je pa v bistvu podrejen položaj, glede na literaturo, ki lahko še vedno postreže s tisoč strani neke autobiografije, ki ima neko zanimivo strukturo, ki gre lahko različne smeri, ki še vedno lahko tudi pristope znotraj teksta menja in tako naprej, ali pa z gledališčem, ki spet lahko to res naredi na zelo različne načine. Tako da jaz mislim, da v tem smislu se v tem, kar se je zgodil tukaj v Gradi, v tem kaže v bistvu, koliko svobodno si pusti biti gledališče, oziroma koliko privilegiran položaj ima, koliko si lahko privošči, ker vsak film, ki si na nek način privošči biti zelo drugačen, če obsojen na to, da bo imel prazne dvorane, recimo, recimo majhno število gledalcev, če mogoče bo pozval na festivalih, ampak če bo pride v Slovenijo, ima to nekaj zelo majhno število gledalcev, bo obsojen na neko zelo specifično institucijo. Tako da jaz bi na ta način daljše postavil stvari. Jaz se zato sprašujem to o filmu in gledališču, ker spomnimo se točno, seveda ne vem, recimo, da je 10 let nazaj bila neka poplava dramatizacije. Šlo je pretežno za dramatizacije velikih in klasičnih
romanov iz preteklosti in takrat je seveda kritika, ampak to je bila neka druga generacija kritikov, na nek način zavrnila dramatizacije kot stebr neke repertoarne politike. Zdaj vidim, da po 10 letih je tukaj vse tiho, nihče ne ugovarja, ne prigovarja in me zdaj zanima, smo zdaj izgubili na nek način to dramatičnost, tako da nam je to že kar v redu, ki smo jo včasih bolj pričakovali. In v drugi strani se seveda, smo pa takrat spregledali nekaj, da so bile dramatizacije nekaj popolnoma običajnega, predvsem v tistem segmentu gledališča, ki je namenjen otrokom in mladostnikom. Vsi imamo koncev najbolj žive like od Pike Nogavičke do Stržka ravno v prozi in so potem doživeli take ali pa drugačne zadeve. Hočem reči, tisto, kar je v mladinskem segmentu teatra šlo skozi na podlagi nekih proznih del, tisto nad tistim se je imel kritike, mogoče tudi jaz se ne spomnim, nekoliko zmrzval, ne? Jaz mislim, da je vprašanje, kakšna je dramatizacija. To je vprašanje, ali je uspela narediti res kakovostno dramatizacijo, se pravi, na odru, oziroma se dramsko besedilo od enega uspešnega romana, to je ogromna tako se spraviti z enim besedilom, ki je eno prozo, pa ne glede na to, ali iz tega nastane filmski scenarij ali pa dramsko besedilo. Enako je težko. Tudi je obratna pot možna. Od filma naredimo dramatizacijo za oder. Vse poti so možne. Od pesem naredimo dramsko besedilo. Od strip, ki nima niti enega dialoga, karkoli, od slike, od fotostrip se lahko naredi predstava. Za oder in tudi scenarij. Stvar je samo ena. Bistvena za filmografijo in za pisanje za oder. Kako dobro je ta naš vzpostaviti. Ali nam je ratalo, ali nam je uspelo. Zato, ker ko delamo recimo Ana Karenina, vsak si jo prebere in si ima svoj film, si ima svojo predstavo. In potem avtor dramatizacije, ekipa, pokaže eno varianto in potem zelo pogosto se zgodi, da publika po to gleda reče, ni to moja Ana Karenina, zato ki si je predstavil pred sabo, pred predstavo svojo predstavo, svojo mislijo tega romana. In tukaj je ta nesporazum ali pa gen, ki morda obstaja na tem. Vendar, če je dobro napisano, če je dobro predstava narejena, če funkcionira, absolutno, jaz ne vem, zakaj, jaz sem zaznala, da kritika je bila zoper dramatizaciji, ampak zoper slabi dramatizaciji, poskusi, da se naredi, ne vem, neko dramsko pisanje, da proza v dramu. Ja, jaz bi še to rekla, če že podobno, če bi stremeli, oziroma ljudje, recimo, bi si to želeli, da spremimo v čisti drami. Kaj recimo sploh potem sodobna drama je? Mislim, tukaj je ogromno pomerov, meni osebno, recimo, v sodobni dramski pisavi so veliko bolj zanimive stvari, ki grejo stran od neke klasične, recimo, dramske strukture, pa pač, že vam reči, fazah, ampak recimo teorijo bližene prozija, pa nečino tako. Tako da tukaj je še to vprašanje, seveda, a potem drama je tisto, kar pač napiše nekdo, ki se prvenstveno odliče za dramatika, kaj potem v osnovi je. To so hotel se tudi vprašati, ne, se po drugi strani imamo dramsko strukturo, kjer je ena od osebnih razkali, ali pa kjer je zelo narativna, kot recimo pri Simoni Semenič. To je pravzaprav dramatika neke že slovesa. Končal, če vidim, da je nekdo roko vzik, ne vem, tako je nekaj. Boli, ne, se tudi... Kar nekaj časa v bistvu pregledal in zdaj se mi je tako začelo zelo jasno, da gre, da v bistvu film kot jezik, ki je najmanjši, še vedno, če boš nove medije, je v tej svoji kratki zgodovini zelo osvojmašno. Da je šel neko določeno deevolucijo, v bistvu, neko regresijo od tistega, kar je bilo zastavljeno na začetku. Te
povedal na začetku, ta eksplozija filmskega medija je postavila to, kar je danes v bistvu absolutno dominantno, to je narativni film, ki mora pomembno zgodbo, bolj manj realistično v nekimi skoki, ampak zelo vse nazihe. Nekrat narejeno, tudi le ena od linij tistega, kar je film bil pomeni. Jaz bom povedal, da če bi film zadejstvo svojo moč kot medij in če bi to sprožil, da bi se svet zažgal. In jaz res mislim še vedno, da film kot medij je na nekem samem začetku tega, kaj smo bolj potenciali. Medtem, ko je gledališče v bistvu v 20. stoletju zelo delalo na tem razvoju jezika. In mi smo danes privilegirani v tej poziciji, da lahko v bistvu imamo svobodo, da operiramo z absolutno različnimi in materiali, če pomenimo v samem začetku procesa, da gledali na eni predstavi in s tem, kako dobro predstavi določene stvari realizirati, kako dobro predstavi, na kakšen nivoju realnosti ali nerealnosti oni lahko obstajajo. Tukaj mislim, da je gledališče definitivno prednost, samo mogoče ste nekaj zavedali vsi tega. Jaz pa tako razmišljam, v bistvu, sta me ljubim, hvala za vsi, ki ste govorili. Jaz razmišljam o tem, da v bistvu kjerkoli medij je prepovedovanje zgodbe. Samo mediji so različni. Gledališče je šlo iz medija in še iz občutka, film je šel iz gledališča, načini, dramaturgije prepovedovanja zgodbe so išli iz gledališča. Zdaj pa, oboje gledališče in film je odvisno od producenta in od uspeha. Če ima uspeh, dobiš sredstva za naprej, dobiš delo naprej. Če imaš uspeha, je konec tvojih zgodb. Ne pripoveduješ dobro, to je super napisano, ne vem, ki za to čisto problemu, ko so te pripovedovalci njegovi, kakšni mojstri so bili pripovedovanja, kakšne tinte so uporabljali za pripovedovanje, ko so bili eno drugega krati. Najbolj uspešne načine presenečenja publike in povezovanja s publikom. To mislim, da isto gledališče je film. Zdaj na začetku mislim. Skozi korespondirata. Moja generacija je sigurno 100% okužena s televizijo in filmom in načinom pripovedovanja filma. Se šele jaz osebno, kasneje, se zdaj vračam pred filmski čas. Da bi spodbujali načine pripovedovanja in izkušnje. Jaz pa mislim, ti si rekel, da je gledališče privilegirano položaju. Gledališče je predvsem malo bolj varno, mogoče tudi cenejše. Odgovornost v filmu je večja. Zdaj, različni narodi imajo različne načine pripovedovanja, so različne sisteme, različne filozofije, razvili pripovedovanja, ki so nam zanimive. Jaz mislim pa, da predvsem gledališče je mogoče z zelo dolgim obdobjem klasičnega repertoarja zaprlo nove zgodbe, nove načine pripovedovanja. Vsake toliko mogoče zdaj, jaz bi si želel več gledalcev, bi si želel več zgodb iz tega časa, tukaj, zdaj, da se uporablja klasike iz drugega časa, ki sicer korespondirajo, ampak da se njih aktualizira zato, da bomo razumeli današnji čas. Miha, govoriš pa ravno o današnjem času, boš tukaj na bloksko. Seveda, ampak tukaj je nek varnostni mehanizem, razumeš? Ja, mi se skoro skregamo, smo zdaj leta 31, smo leta 33, smo leta 14, smo leta 29, mislim, skoro si iščemo nekaj paralele s časom. Nekaj časi, ne? Ker ne živimo tukaj zdaj, ne? Mi smo skozi lahko vseh časih, oziroma kjerkoli času. Oziroma sem jaz čas samo reč, ne? Temo na Vikojevsko kroženje zgodovine bomo odprli takoj po okrogli vida o kulturni politiki. Dragi gosti, draga publika, mislim, da imate še kaj za povedati, vprašati, pripombe, mnenja, govori, vprašanje. Vi pa
povejte med tem tisto, kar ste hočeli ves čas povedati, pa vas jaz nisem uspel vprašati. Mislim, bomo pretek začeli tudi zelo te dame, pa to, mislim, ne, gremo vse na koncu te sezone zahvalil še enkrat za to, da sploh pišem dramatizacijo po lastnem romanu. Ne, seveda vi... Dejansko danes se moja pot v tej drami za nekaj časa končuje. Moram reči, da je docena izkušnja. Sem v tem smislu stopanja po tem filmskem svetu, taj gledališki svet, mogoče je moja v bistvu zdaj videnje tudi tega gledališkega sveta nekako privilegiranega tudi zaradi te izkušnje realne filmskega, ki me na nek način mnogo čem frustrirala, pa verjetno tudi zato, ker sem bil v vlogi, neki drugi vlogi kot režiserja in tu sem ta privilegirano vlogo enega od ustvarjalcev. Sem videl, kako v bistvu, da je na nek način svoboda, kljub temu, da se tudi ni popolna, pa tudi se zelo strinjam s tem, da nam manjka zgodb, ki so tukaj in zdaj. Se mi zdi vseeno, da je prostor svobode večji. Mislim, da si ga film danes v bistvu, da se to svobodo vse preredko vzame, pa bi rekel, da so te produkcijske zmožnosti, finančno, zgolj eden od razlogov. Mogoče največji ni pa foredizmo. Da je to zigraštvo pri vedno pripovedovanju zgodb na vedno isti način v bistvu nam preveč zlezlo pod kožo. Da se je v bistvu okužil to, da je poplava vsega tega. Da v bistvu moraš, da kljub temu, da obstaja, zelo težko prebiješ do vsega in da ko razmišljaš o filmu, da ne razmišljaš na en določen način, da si iz tega ne znamo iztrgati. Medtem kot teater sem odkril, da se še vedno nekako uspeva. Oziroma, da čuti potrebo, da se iztrga, kar se mi da tem filmu. Ivan, če bi se ali pravno? Glede na to, da gre za dve daj. S veseljem. Če lahko jaz suma nekaj reči. Prosta. Sem že danes prišla, vse vas da vidim. S tako puno zanimljiv in poslušala je zelo zanimljega pogovor. Ne navadno mi to primerjanje kao film, gledališče, predvsem živi organizem. To, kar oni delajo, je dejanski nekaj, kar lahko ostane zapisano in ga več avtorjev potem reciklira, tumači in spet daje v tom smislu, to je arhivabl, tako kot je film. To je nekaj, kar traja, kar lahko na razne načine gledaš, prikazuješ ali ne, preučuješ in tako naprej avtorja temu in to ostalo. Ono, kar je meni bilo zanimivo posebej zdaj na koncu, ovo je delo bilo interesantno, kako njihov preprot svede, kako su delali tako. Ovo na koncu mi je bilo interesantno, to tukaj in zdaj, resnično je predvsem gledališka predstava, vsaka je en direktan živi organizm, nešto strašno živo. Enkrat je kao uspela, drugi tudi nije nam uspela predstava, to je pač ali se povežeš, ali si kliknuo s tom publikom, ali sploh nisi, čekao si vse lepo odigrali kako je. Ena stvar je to, da je to strašan power u gledanju rukama gledališča, danas da je družba u zelo nekom, mislim da nije niti možno, mislim da na nivo onako človeka i njegove notranjosti Šekspir definitivno, apsolutno aktualan, ali u nekom drugom smislu ima nekih fenomena te nove civilizacije, svega na kraju dejanski znaj, na primjer, nereagirano gleda, nekaj se dogaja da imam utis nekog kao onako zabrisanog
zmukati, gre za malo neumorno, da gremo v gledališče. Prihajam, pa res na koncu, ok, pridem mi dalje, ker sem se tako imam rada in sem se sprijateljala, dejansko nič se ne zgodi, da bi nekaj od tod zdaj mi mogoče ipak javili ili kao prvi dojeli, pa zdaj, da pride še kdo, da bi, kao što je bilo včasih, ne, gledališče je bilo, tako živo, je bilo i družbeni, ne, i reakcije, mislim. Danes nešto ima problem v tom smislu. Škandalov ni več to pravi. I pač to, kar si doživel, ne predstavi, to je decit, če ni posneto, decit. To je neka prednost gledališča, odnosno razlika, da kažem. Mislim, da film ima svoje prednosti, na primer, Božanstveni so bili svirovani, mnogi nisem nikad čitala samo na film. Ja, to je super, gledaš na hiter prebral. Recimo, kao si prebral, ja. Cel popoldne pa večer prešparov. Naprimer. Super. Evo, ne bom več gnjavilo, ne samo tako. Ne, hvala, evo, publika. Žanina, zaključen stavek. Pa ne vem, jaz ne bi delila tako, film je zastareli jezik, gledališče je moderni, ima prednosti. Jaz mislim, odličen film, ki tudi ponudi klasično zgodbo, ampak dobro narejeno, prepričljivo, lahko tudi najmodernega zahtevnega gledalca, da lahko zadrži bil absolutno. To je stvar že, kako bi rekla, samega recipienta, da se ne strinjam s tezo, da zgodbe niso več zanimive. Nasprotno, jaz mislim, da premalo je ta zgodba. Konec koncev vse je zgodba. Obstaja narativna zgodba in zgodba, ki sproži asociacijo. Ampak spet je zgodba. Tako da to tepanje, ne bomo zgodbo povedali, bomo nekaj drugega delali. To je velika stvar. Jaz mislim, da danes smo veliko terminološki, ker so se zgubili v eno čudno, kaj, sem ogromno področje. Tudi drama, ni nujno, da je, kot kolegica rekla, je v prozi, ježne, kaj naredile, vse dramatike, poglejmo. Hantke, absolutno to je. Vznikajo isti njegovi. Danes smo različili morda temo, eno je dramatizacija, drugo je priredba, drugo je dramsko besedilo, ki je lahko napisano v prozo. Zakaj ne bi? Tudi dramsko besedilo, konec koncev, je lahko napisano kot scenarij. Poglejmo prej, poglejmo Ibsen v nekaterih besedilih, stacion dramaturgij, se pravi dramaturgija postaje, to je pravzaprav struktura scenarija. To absolutno je, tudi scenarij je lahko dramsko besedilo, mislim, ta forma strukture je lahko uprizodljiva. Tako da stvari so dokaj široke, morda neprecizirane, do konca pa tudi ni mogoče, da se kanalizirajo neke definicije, neke predalčke, da se da. Katarina, kdaj se bo to postdramsko stanje nekaj? Ste že? Aha, no, super. Mislim pa, jaz mislim, da je trajalo 10 let, da je bilo legitimno. In zdaj se bojo stvari normalizirale, tako? Ne, zdaj je termin COVID-19, to je zelo zanimivo stanje. Mogoče, ki smo rešili, govorijo o terminološki redundanci, ki je malo. Po eni strani, po drugi strani, nečemo morfo. Samo moram replicirati žalimo, dosti, zelo vzeti en del tega svojega. Mogoče nisem bila čist jasna, da nisem absolutno govorila proti zgodbi, oziroma proti narativu. Ne, nisem tebi. O jeziku, ampak ja, mogoče nisem nasploh. To je različi, zato da zgodba definitivno del temelj vsega. Tudi če se človek utepa zgodbi, on mora na nek način postati zgodba, ker traje v času in ima določen potek, ki izvaja doživetje. Doživetje je tisto, kar je pač reakcija na kakršno zgodbo. Ja, samo primer zgodba je to široki, aristotelijanska zgodba je eno, drugo je zgodba, ki ni narativna, tretjo je zgodba, ki je... Tretjeva zgodba je nekaj čisto. Tudi je zgodba. Absolutno. Samo to... Sam je trend, je. O jeziku. Meni se to zdelo kar simptomatično. Mislim, da film ima še vedno ogromne možnosti, da eksplorira tisto, kar je zgodba. Kaj so njegove izražanje sredstva. V gledališču pa ni to
začeli z nekimi metaforami, ki uporabljamo v gledališču, in bi rekli, kaj je za to. Prav, tudi v filmografiji imamo Tarkovski, ki se včasih gledamo, da sem bolj odrski na Ampak Tarkovski je dobro, skozi 20 let nazaj in to, da eni danes še vedno Tarkovskega gledamo in smo senzibilizirani od njega, ne pomeni, da bi on danes sploh naredil te filme. Jaz mislim, da jih ne bi nikjer naredil. In več mlajših 25 let ne bi preživel Čisto ne bi bilo možnost. To, da je Sovjetska zveza se odločila, da bo dala denar za nekaj tako, ki je v bunker spravila, to je ena zadeva. So oni dali denar, da se to naredi. To je to. Ne? To so pa zdaj druge zgodbe. Ampak, kaj ste meni vprašali sploh? Rekao si te koncu poslu za zgodcovo, evo, kako bomo... To je v bistvu fantastična priložnost. Samo človek, da je boji. Skrati. Ogromne možnosti. In to, da ne vemo, kaj vse še lahko, zato ker se mi zdi, da je vse že narejeno, da je vse že povedano, da sploh. Prva gimnazna ploščica literarna je na njej pisala, koliko je bilo rušta na času pesnikov, ki so me še toliko motivov, zdaj so pa vsi izčrpani, so jo v Babiloniji, so jo izkopali. Res. Ja, ampak kdaj se je vse pravzaprav zapisalo? Kdaj je bilo tisti trenutek? Ma itak je vse v polju, Akaši ali po svetu. Kaj je sploh Shakespeare bral, se me vprašam, kaj je on bral? Nič ni bral, razen Biblije. Jaz ne bi hotel zdaj zavlačevati, Miha Nemc nam bo razkril imena tistih, ki na ta način scenarijo v slovenski kulturi in je te preoblekl v klerikalce, Govekarja, Edvina Kristana in Ivana Tako da ne, bomo to počas končali, ker bomo šli vsi... Zdaj bi še nekaj rekel. Ne, ti itak... Zdaj bi še nekaj rekel, res bi še nekaj rekel, pa ne to. To, kar je premestno Državina rekla, da mogoče smo malo zgrešili temo, jaz mislim, da ne, ker si prav pokazalo manjko terminologije. Tako, ker se dale enote terminologije, da je razreši nekaj vprašanja, kaj je. Tako, jaz bi med neko delamo v gledališču, če bi se terminologija uporabljala, tako se ne bi to pogovarjali, ne bi jasno. Se mi zdi, da je fajn, da terminologijo se spraviti v tok, v sod. Mislim pa, da vse zgodbe, ki so dobre, mogoče, ki so klasične, so zelo osebne. In se pravi, vsak, ki hoče povedati zgodbo, če mora da biti poseben, in seveda dobro razgledan še zadnje, lahko zavijame, če še živi razum, naredi svojo posebno zgodbo in s tem povleče cel val in naredi trend ljudi, ki bi radi ponovili sisteme nove zgodbe. To je bil Kalidas, recimo, da englijski Shakespeare, po njem je bilo 500-letni Ben naredil več. To, kar je on naredil, z njim so vsi rekli, ta sistem pripovedovanja je genijalno. To je bil njegov sistem pripovedovanja, nekaj drugega ni mogel se prevzeti. In zakaj ne bi si znotraj enega indijskega pojmovanja časa sploh zmislil enega drugega, če pač nasmiruje in kroži. Drugač pa, kar se terminologije tiče, nikar si ne želi tega, kar nam je povedal, ne, tak imaš tukaj v bistvu strokovnjake in to malo več čutejo, ki si bolj človek prakse. Drugač so šli pa meni način dela si konjske nam je povedal Igor Pison, da ima on v bistvu trenerja, ki gleda, kako se on pogovarja z igralcem, zato da oba racionalizira ta čas. To je človek, ki te pojem spodbuja, da uporabljaš pravo terminologijo, ki jo bo igralec na prav način razumel, ampak ne bi pojem imel Wagner mislim v njegov. Hvala vam, hvala nam vsem in se vidimo na naslednjem ciklusu obljubljenih okrogih miz. Imamo film literatura, kulturna politika in vse ostalo. Hvala.